v imenu nas vseh štirih bi se lepo zahvalila za te nagrade oziroma za to priznanje in sadove našega dela. Zelo sem vesela, da je to nagrado dobila osnovna šola Hrušec, prevzel jo je njen ravnatelj, potem 2 zlati maturantki in prav gotovo so vsi trije za to nagrado vložili veliko delo. Tudi jaz se zelo lepo zahvalim za tega Jurija na konju, predvsem in najprej se zahvalim gospodu Čoplinu, Janezu, kajti on je bil pobudnik tega, je star Šentjurčan, tako star Šentjurčan kot jaz, dobro pozna moje delo in zato tudi moje delo ceni. Bil je nekaj let tudi finančnik na naši šoli in s tem v zvezi še bolj pozna moje ustvarjalno delo in prizadevnost. Lepo se zahvalim gospodu Florjanu, tudi on je star Šentjurčan in Šentjurčani dobro poznamo drug drugega, spoštujemo drug drugega in spoštujemo tudi delo, ki ga ustvarimo in sadove našega dela. Dovolite mi, da bi samo par minut preletela moje delo skozi kar veliko let, ki sem ga ustvarjala na šentjurski šoli. Najprej bi povedala, da smo veliko delali in smo bili zelo, zelo pridni. Moje delo je obsegalo v glavnem gledališko dejavnost. In v tej gledališki dejavnosti je bilo leto za letom kar precejšnje število mojih mladih sodelavcev. To so bili prijatelji, igralci, ljubitelji dramske umetnosti, mi smo takrat rekli dramski krožek oziroma gledališka dejavnost. Bili smo ustvarjalni, bili smo pridni, veliko smo napravili in veliko smo se tudi iz tega dela naučili. Zato bi se ob tem svojem Juriju na konju bi se zahvalila tudi gospodu Brodeju, ki mi je veliko pomagal pri malanju kolis, kajti naše igre so bile vedno popestrene s krasno sceno in zato tudi rečem, da so naše igre imele srce in dušo. Zahvalila bi se tudi Lojzetu Joštu, kajti on je skoraj vsake vaje, ki smo jih imeli tu, na šentjurskem odru, prisostvoval, nam tehnično pomagal, kajti takrat oder ni bil takšen, kot je danes. Mogoče, če bom imela čas, se bom še potem za kako minutko vrnila nazaj. Zahvalila bi se vsem tistim, ki smo skupaj sodelovali, predvsem pa mojim mladim prijateljem in njihovim staršem, ki so dovolili, da so učenci hodili na vaje, kajti vaje smo imeli vedno v poznih večernih urah, takrat, ko so učenci že doma popravili šolske obveznosti in so mirne duše se prepustili vajam, ki smo jih imeli ali v šolski učilnici ali na temle odru. Kakšno je pa bilo naše plačilo? Naše plačilo je bilo pa takole. Za mentorico Ivanko Podgajski-Pušec, za učence oziroma za igralce sendvič in lonec, v katerega so natočili malinov sirup, mi smo ga dali pod vodovodno pipo, dotočili vode in tako smo imeli malinovec. Ampak to, zahvala lepa mentorju, to je bilo v tistih časih,
ko je vsak funkcionarček, vsak funkcionarčič, vsak tovariš funkcionar dobil plačano vsako brezvezno čvekanje, sestankovanje, pa tudi sejnino. In učitelj mentor je takrat delal zastojn in zahvala lepa. Torej, drugačni časi, kot so danes. Upam, da učitelji, ki bojo prišli za mano in se prav tako ukvarjajo z izvenšolsko dejavnostjo, se bodo lahko bolje in lepše pohvalili. Ko sem pa včasih pa vendarle rekla, ja, pa kaj moram jaz vse zastoj napraviti, pa bi mi le nekaj plačali. Ja, nimamo denarja, potem ga pa ne bo za plače. Torej, to sem vam želela povedati, pa še to. Pogoji našega dela niso bili kaj prida, zato ker delali smo na temle odru, ki je bil v tistih časih tako mizern, škripčev je slabo, ogrevanje slabo, v dvorani so bili stoli, ki so bili verjetno prinešeni oziroma pripeljani iz kinodvorane Metropol ali Union in so jih potem montirali v to šentjursko dvorano, zato je vse škripalo. Mojim mladim igralcem so pa prijali, zato ker dvorana in oder sta bila skoraj vedno hladna, kadar smo vadili, in so se potem sproščali, da so skakali med stoli, čez stole, pod stoli in s tem so se greli. Deklice, ki so pa navadno sedele tukaj v prvi vrsti, ker so bile bolj umirjene, jih je pa tako kot njihovo mentorico vedno zeblo. Ampak mi smo to vse z dobro voljo, imeli smo se kljub temu lepo, veliko smo ustvarili, prijetni so spomini na ta lepa leta in vem, da tisti mladi moji prijatelji, ki so se zdaj že izšolali, so doštudirali, imajo svoj poklic, svoje družine, svoje otroke in da jim zelo, zelo radi pripovedujejo, kako je bilo v tistem času, ko so oni nastopali na tem šentjurskem odru, kako smo na roke vlekli skupaj zaveso, kako so bili slabi reflektori, kako je bilo slabo škripčevje, da ne govorim o teh prostorih tule zadaj, o tisti polisarni, o tisti umazani garderobi. Ampak mi smo to vzeli vse za dobro. Torej, leta minejo, čas beži, ostanejo spomini, nekateri lepi, drugi manj lepi, pa kaj čemo, tako je pač to naše življenje. Sem zelo, zelo vesela, da sem jaz dobila to nagrado tega našega Šentjurja, ki sta mi ga pač to nagrado, menda tale dva gospoda sta bila najbolj zaslužna za to. Posebno še moj sošolec Janez, dober ve, kakšno je bilo moje delo, in še to bi lahko povedala, da ponosna sem še pa bolj za to, da je vsaj enkrat eden učitelj dobil eno tako lepo nagrado. In zato, ker učitelji vedno, če se le da, nas postavljajo na stranski tir. To ni pravilno. Upam, da bo odslej drugače in še bo še več učiteljev dobil take nagrade, saj na šolah širom šentjurške občine še veliko tako ustvarjalnih, delovnih, pridnih, kot sem bila jaz. Prav lepa hvala.